Živijo eno lepo popoldne, v bistvu že. Danes sem se kar odločila, da naredim tale live, ker se mi zdi, da je obdobje, v katerem smo zdaj vseeno kar polno izzivov, upravljamo toliko več vlog, večino smo skupaj s svojimi bližnjimi, kar pripelje lahko na dolgi rok tudi kar precej situacij, ki si jih niti ne bi želeli in se ne bi zgodile. Se mi zdi, da res vsi imamo na testu svojo potrpežljivost, strpnost, razumevanje. Opala, vidite, meni tudi že olja padajo iz rok. Na drugi strani pa vsekakor imamo en kup izzivov, predvsem tisti, ki še šolamo doma ali pa imamo doma tudi predšolske otroke. Pač moramo vse to uskladiti, ne, hkrati pa v bistvu še dokaj nevtralno slišati vse informacije, spremljati vse, pač, kar želijo od nas. In jaz moram reči, da si bi res želela, to je recimo moja namera za danes in v bistvu za kar bližnjo in daljno prihodnost, da ne glede na to, kako doživljamo to vse skupaj in kakšna prepričanja imamo, da bi pač znali shajati z drugačnimi prepričanji, no? Ker se mi zdi, da je to ena od stvari, ki se zdaj res zelo kaže in na kateri bo treba verjetno na dolgi rok zelo delati, ne? Zato, da bomo čim bolj šli čez vse skupaj tudi v tem času. Jaz verjamem, da marsikatera od vas ali pa marsikatera od vas zdajle ravno pripravlja kosilo, mogoče že jeste kosilo, jaz se ga bom lotila zdajle potem. Zakaj sem se želela oglasiti? Ker sem te dni raziskovala tudi, ker se mi zdi, da se bo zdaj res tako stopnjevalo vse skupaj. Tudi kako bi jaz lahko še kaj novega uporabila pri nas doma, mogoče tudi kakšno seveda stvar, ne, pri kateri si lahko pomagamo tudi z aromaterapijo, z eteričnimi olji. Tako da zvezda današnjega live je sigurno frankincense. Jaz upam, no, da boste veseli teh napotkov, ful bom vesela, tudi če sami podelite kakšen svoj ritualček ali pa navado, ki jo imate ob zimskem solsticiju, ker to je vseeno tema tega javljanja. In sicer zimski solsticij, oziroma slišali boste tudi izraz Jule, Saturnalija, je čas, ko doživimo najdaljšo noč v letu, fizično najdaljšo noč v letu. To je čas, ko je noč najdaljša, ko je dan najkrajši, hkrati pa v bistvu pomeni tak super planetarni prehod, ko se srečata tudi Saturn in Jupiter, stopamo v čas vodnarjev in upam, da se nisem zmotila glede horoskopa, ampak se zdi se mi, no, zdaj popravite me, če sem se. Predvsem pa tisto, kar je zelo zanimivo in kar je pa meni vedno gušt odkrivati v starih kulturah, so prav ta dan, ker gre za najdaljšo noč v letu, vedno jemali kot za zaključek teme in začetek prihajanja svetlobe nazaj v naše življenje, v naravo, kar se pol najbolj bohotno v starih kulturah zaključi seveda z pomladjo, v smislu zato, da takrat se novo življenje res začne rojevati, ampak če se ne bi zdajle začel dan daljšati in potem tudi temperature višati, vse do pomladi se to ne bi zgodilo, ne? Tako da čas svetlobe prihaja in se mi zdi, da to je tisto, kar me je res spodbudilo, ok, ne, Maja, zdaj pa pač mi nekaj rabimo tudi doma, mogoče tudi vam lahko koristi, se pravi, ful bom vesela tudi vaših navad v času zimskega solsticija. Tako da današnji dan naj bi bil pravzaprav dan spoznan, tako da vzamete si ali pa vaši bližnji, otroci, partnerji, kdorkoli je v vaši bližini ali z njim sobivate, mogoče tako en čas za vpogled vase, za dan spoznan, kjer tudi lahko prepoznate dejansko namere, ki jih želite postaviti za prihodnjo, bom rekla, bližnjo prihodnost in za daljno prihodnost. In seveda tudi, da si te stvari mogoče kar malo zapišete, kaj so vaše sanje, želje, ideje za to obdobje, ki prihaja. Ne govorim tukaj le praktično, bom rekla, v koledarskem novem letu, ampak dejansko novem letu pač po starih kulturah, zato pač je zimski solsticij to tako poseben. Naj bi bilo to tudi obdobje, ko se postavimo res v zavedanje, kaj naj bi prinašalo obilje v naše življenje, vsekakor ne samo materialno, tudi duhovno obilje, eno tako harmonijo in se mi zdi, da to toliko klapa zdaj v tem času, v situaciji, kjer smo, da pač je to toliko
bolj pomembno tudi za nas vse. Kaj lahko vse uporabite? Frankincense, kot rečeno, je eno od olj, ki je olje osrediščenja. To je oljček, ki nudi zaščito, vabi ljubezen, pomeni modrost in v bistvu pomeni duhovno odprtost. Meni se ne zdi nenavadno, da ga doTERRA ponavadi vedno izbere za možnost brezplačnega olja v decembru. Praktično vsak december, odkar sem jaz tudi uporabnica doTERRE, imamo to na voljo, zelo je vreden, je res specifičen, o njem sem veliko že zapisala v spodnjih objavah, lahko pogooglate. Zakaj je naš tako poseben, ker je kar 4 vrst drevesa bosvelja pridobivan. Vonj ima res neverjeten, pomirjujoč, pa seveda lesni smolnat, ker pač iz smole se destilira. In to je recimo eno od olj, ki ga lahko uporabite. Lahko samega ali v kombinaciji še z ostalimi. Drugo olje, ki ga lahko uporabite v času današnjega dne, zimskega solsticija, je vetiver. Gre v bistvu za olje osrediščenja, to je v bistvu olje iz destilirane korenine ene trave, ki se je reče vetiver, tako da je zelo zemeljski po aromi. In je olje, ki kaže na prisotnost, da si sam bolj prisoten z mislimi v tem trenutku, v tem času in tudi, da se bolj povezuješ sam s sabo in konec koncev tudi z bližnjimi. Potem naslednjo olje, ki je res, rečemo, kralj med olji, ki jih lahko uporabljamo za boljše spanje, je cedra, je pa v čustvenem namenu in to, kar vam zdaj govorim, praktično me je do sedaj naučila knjiga Emotions and Essential Oils, ampak tudi v bistvu iz prakse vam veliko skušam povedati svoje. V bistvu to je olje, ki nas povezuje, olje skupnosti, občutek pripadanja se nam z njegovo uporabo dejansko poveča, tako da se mi zdi čez dan fantastičen s kakšno pomarančo, zvečer lahko s čim drugim in dejansko krepi vezi in odnose. Tako da se mi zdi, da poleg frankincensa je tole kar eno zelo, zelo nujno olje za ta čas. Naslednjo olje je eterično olje sivke. To tudi poznamo kot eno najbolj, bom rekla, uporabljenih olj. V tem času je olje v bistvu lajše in bolj tekoče komunikacije, olje odprtosti, olje sproščenosti v težkem obdobju, tako da tudi mogoče se kdo bolj v tem olju najde. Potem je laški smil, olje sonca in svetlobe. Je tisti, ki je tudi vsekakor tisti, ki ga lahko danes uporabite. To je olje, ki pomaga čez bolečino, čez ne samo fizično, ampak na splošno celjenje v srčnem predelu, vliva pogum, upanje, vztrajnosti. Hrvaška aromaterapija vedno poudarja, da s tem oljem bi bili vsi na veliko boljšem. Tako da recimo oni so res začarani s tem oljem. Potem je pa še eterično olje, predzadnje, ki ga želim bolj podrobno predstaviti, eterično olje mire. Mira je pa kot ena taka mama, tisto, kar je recimo frankincense, je oče, ki nas ščiti, mira pa je tista, ki nas dejansko zaščiti od oznotraj. In je kot ena mama, kot en tak objem zemlje, nam nudi varnost, eno tako zdravo navezanost na osebe in stvari in nam dviga zaupanje v dobro. Tako da tudi eno od olj, ki ga dostikrat spregledamo, odlično tudi za dihala med drugim. Pa imamo pa še nekaj, s čimer se boste vsi strinjali, tudi več rabimo, sploh v teh obdobjih. To je olje generacijske modrosti, večgeneracijske modrosti. Govorimo o jelki posebni in sicer doglazi, to je novozelandska jelka, ki kaže oziroma pomaga dvigati duhovno svobodo, da imamo zdrave dnevne vzorce v navadah in olje, ki nam pomaga recimo odpirati nove poti. Tako da, kaj lahko s temi olji naredite? Enega ali več lahko zalaufate v difuzorju. Ena super kombinacija je sigurno za ponoči, za eno tako modrost, da si lahko kar frankincense danes ponoči prižgemo, ali pa v kombinaciji s cedro in sivko, ki vam bosta dala res tak globok spanec, kjer se bomo lažje povezali sami s sabo, tlele noter in umirili in pripravili na novo krasno obdobje svetlobe, kar prinaša zimski solstici. Lahko pa kombinirate, saj imam tukaj še kar nekaj olj, recimo olje fokusa, limona, potem olje opolnomočenja, ingver, ginger, potem olje svetlobe, dejansko zelo, zelo znano, kar se tiče čustvene moči tega, melisa, potem olje duhovnosti, rimska kamilica, olje otroka v nas, ilang ilang, in pa eterično olje harmonije,
jasmin, lahko ga imate tudi v tač varianti. No in vem, da pač kar precej stvari, jaz sem vam zdaj povzela pač prva olja, ki sem jih res bolj na dolgo opisovala, lahko najdete skupaj, še skupaj z brinom, pa še nekaj ostalimi, tudi sandalovino v Serenity, tako da to je recimo tudi možnost današnjega olja, se mi zdi, da je prvo olje zimskega solsticija. Če iščete še, kjer bi bil noter cimet, ki je tudi zelo uporabno olje za zimski solsticij, pa ingver, pa vse, kar sem naštevala, recimo lahko v difuzorju zavrtite Smart & Sassy, ali pa olje zaščite, ki tudi kar nekaj teh olj, ki smo jih omenjali, vsebuje, je pa On Guard. Lahko, kot rečeno, to skombinirate v difuzorju po lastnem nosu, predvsem pa uporabite na enega od 3 načinov. Da rečeno eno ali več teh olj nanesete na popek, masirate v popek in na trebuh, masirate v srčni predel in na podplate, lahko že kar zdaj čez dan, pa potem tudi v večernem času. Tako da bom pa zelo vesela tudi vaših res vprašanj. Napišite mi spodaj približno, katera olja vam dišijo in vam lahko do večera pripravim nekaj difuzor mešanic, da si jih boste lahko zvečer zavrteli, da bo to tudi po vašem nosu oziroma po vašem okusu. Tako da kar napišite vsi tisti, ki spremljate tole v živo ali pa posnetku, katere arome vam dišijo, zato da bom vedela približno, v katero smer difuzor mešanice pripraviti, ker to je pa tudi meni ena najbolj gušnih stvari, da vam mogoče tudi malo pomagam oziroma podprem ta zimski solsticij. Hvala, ker ste bili z mano, lep in umirjen dan vam želim in veliko svetlobe, obilja in harmonije v prihajajočem obdobju, kar nakazuje tudi narava oziroma, bom rekla, stare tradicije nekdanjih kultur. Adijo!